Lepo pozdravljeni. Sinoči je premijerka Alenka Bratušek poslancem koalicije predstavila predlog sprememb proračuna za leto 2014. Po sestanku je povedala, da poslanci podpirajo prizadevanja vlade za pripravo dokumenta in dejstvo, da se ohranja socialna država. Naslednji korak v boju proti sivi ekonomiji pa je danes sprejeti predlog novele zakona o davčnem postopku. Z njim namerava vlada onemogočiti tiste, ki ne znajo dokazati izvora premoženja. Zaradi nesoglasij pa danes na vladi niso razpravljali o intervencijskem zakonu o zdravstvu. Besedilo naj bi uskladili do prihodnjega tedna. Državni zbor je današnje nadaljevanje redne septembrske seje začel z obravnavo predloga novele zakona o gospodarskih družbah. Z novelo želijo doseči ustrezno povezavo registrskih organov in upravljavcev evidenc ter olajšati postopke registracij družb in podjetnikov. Zagotoviti nameravajo tudi učinkovitejše omejevanje ustanavljanja družb in pridobivanja poslovnega deleža strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb. Državni zbor je 46 glasovi novelo tudi podprl. Letošnji dnevi slovenskih lekarn so namenjeni ozaveščanju o bioloških zdravilih in njihovi uporabi ter konkurenčnosti v primerjavi z navadnimi zdravili. Farmacevti so se za predstavitev bioloških zdravil odločili predvsem zato, ker je na voljo čedalje več teh zdravil, obene pa bolnike vse bolj zanimajo njihova učinkovitost, neškodljivost in dostopnost. Septembra in oktobra bodo v lekarnah na voljo brezplačne informativne knjižice o pravilni in varni uporabi bioloških zdravil. Danes je Evropski dan jezikov, namenjen je spoznavanju evropske kulturno-jezikovne pestrosti ter pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj dogajanja po vsej Evropi je spodbujanje ljudi vseh generacij k učenju tujih jezikov. V Murski Soboti so podelili 17. večernico, nagrado časopisne hiše Večer za najboljše lansko slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo. Letošnjo večernico je prejel Peter Svetina za knjigo Ropotarna, ki jo bogatijo ilustracije Damjana Stepančiča. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je Ropotarna organizirani kaos drobnih zakladov, ki potrpežljivo čakajo, da jih bralec vzame v roke in z njih odpihne prah. Za večernica so bili letos nominirani še Mate Dolenc, Nataša Konc-Lorencuti, Andrej Rozman Roza in Barbara Simoniti. Te teksti, pravzaprav knjiga je tako nastala, da so na založbi želeli, da bi eno knjigo napravili in skupaj z Damjanom, da bi jo delala. In edino, kar sem jaz potem imel, vse to je trajalo nekaj časa, kar sem jaz imel na razpolagi, so bila pač neka besedila, ki so se mi zdela dosti dobra, ampak jih ni bilo moč uvrstiti nikamor drugam, ker so tako, bi rekel, samostojne, vsaka zase je to besedilo bilo. In sem potem ta besedila nabral skupaj in ko začneš delati, se potem začnejo še neke ideje kazati za ene druge tekste. Tako da sem nekaj potem pa še dopisal, nekaj pravljic, nekaj pesmi in tako je potem to nastalo pravzaprav. In zdaj k vremenu. Po noči se bo pooblačilo, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jutri bo oblačno, zjutraj in del dopoldneva bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne pa bodo padavine po večini ponehale. Hladneje bo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno in po večini suho. V nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Zakaj je treba na obrazec za državno štipendijo vpisati tudi življenjska varčevanja staršev? Na Večeru opozarjajo, Delo želi podjetje pred prodajo finančno izčrpati. Po porazu z Zavrčem so si mariborski nogometaši z ekipo Rudarja razdelili točke. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.